Oznanjevanje, preganjanje in molitev. To so trije elementi, s katerimi je papež Frančišek med današnjo jutranjo svetomašo v kapeli doma svete Marte opisal življenje apostola Pavla. Posebej je poudaril zgled, ki nam ga Pavel tudi danes nudi, ko evangelij oznanja med preganjanjem sveta in Gospodovo tolažbo. Njegovo življenje je življenje, ki je vedno v gibanju. Težko bi si bilo predstavljati Pavla, ki se sonči na plaži in počiva. Je človek, ki se nenehno premika. Današnje berilo iz apostolskih del nam predstavlja tri razsežnosti življenja tega apostola, ki je zmeraj na poti. Prva razsežnost njegovega življenja je oznanjevanje, apostolska gorečnost, prinašanje Jezusa Kristusa. Druga razsežnost je trpeti preganjanje, boje. Še tretja razsežnost pa je molitev. Pavel je imel z Gospodom zaupan odnos. Večkrat je prišel k njemu. Nekoč je dejal, da je bil v molitvi odnesen skoraj v sedma nebesa in ni vedel, kako povedati lepe stvari, ki jih je tam slišal. Ta borec, ta oznanjevalec brez konca obzori, vedno več, je imel tisto mistično razsežnost srečanja z Jezusom. Pavlova moč je bilo to srečanje z Gospodom, ki se je dogajalo v molitvi, kakor prvo srečanje na poti v Damask, ko je šel preganjati kristjane. Pavel je človek, ki je srečal Gospoda in tega ne pozablja. Gospodu se pusti srečati in Gospoda išče, da bi ga srečal. Človek molitve. To so tri Pavlove drže, ki nas jih uči današnje berilo iz apostolskih del. Apostolska gorečnost, da bi oznanjal Jezusa Kristusa, vztrajanje med preganjanjem in molitev, srečevanje z Gospodom in dopuščanje, da ga Gospod sreča. Tako je Pavel hodil naprej med preganjanjem sveta in Gospodovo tolažbo.